Papež Frančišek se je drugi dan obiska v Keniji srečal z duhovniki, redovnicami, redovniki in bogoslovci. Potem, ko je prisluhnil njihovim pričevanjem, jim je namenil daljši govor v španščini. Zahvalil se jim je za vsakič, ko se čutijo grešnike, za vsako dejanje nežnosti do ubogih, za vsakokrat, ko so ljudem pomagali umreti v miru, zato ker svoje življenje trošijo v upanju, ter za vsakič, ko si pustijo pomagati, popraviti in odpustiti. Papež je pustil vnaprej pripravljen govor in je zbranim spregovoril iz srca. Dejal jim je, da se v posvečeno življenje ne vstopa preko okna, ampak skozi vrata, saj je Jezus tisti, ki nas kliče in to ni naša izbira. Spregovoril jim je o tistih, ki želijo Gospodu slediti zaradi denarja ali želje po oblasti, vendar pa na tej poti ni prostora za takšne interese, je poudaril sveti oče. Cerkev namreč ni dobrodelna organizacija, ampak je skrivnost. Gre za Jezusov pogled na nas, ki nam pravi: pridi in misli. Ko nas Jezus pokliče, pa ne pomeni, da nas tudi že kanonizira. Še vedno namreč ostanemo grešniki. Ena od pomembnih stvari za vsakega duhovnika, redovnika ali redovnico je po papeževih besedah ta, da nikoli ne sme prenehati jokati. Joka zaradi svoje nezvestobe, zaradi bolečine sveta, zaradi zavrženih ljudi, zaradi zapostavljenih ostarelih, zaradi umorjenih otrok, zaradi stvari, ki jih ne razumemo, kot je na primer trpljenje otrok. V takšnih trenutkih lahko po papeževih besedah le gledamo na Jezusa na križu in jokamo. Nekaj strašnega je, če posvečeni pozabijo križenega Kristusa in tako zapadejo v mlačnost in brezbrižnost, je poudaril. Obenem je vse zbrane povabil, naj ostanejo zvesti v molitvi. Če namreč posvečeni opusti molitev, se njegova duša posuši, postane grda, je poudaril papež Frančišek.